To, vidiš, je bilo to. Jure Ivanušič, Štajerc, po rodu, a ne? To je vse res? Ja, kaj pa te? Kaj pa tej? Kje se začne tišina? Ali kje se konča? Ne, kje se začne tišina? Tišina se začne, ko se neha galama. Kričanje, omedlevanje histeričnih najstnic je skorda preglasilo glasbeno zvrst, ki je takrat v Franciji doživela svoj vrhunec. Imenuje se šanson. In Edith Piaf je takole pela. No, rien, no, je ne regrette rien. Od tišine do glasbe je naslov predstave, oziroma je v bistvu to, a je to predstava ali se že kako drugače reče? Koncert za anekdoto in klavir. Glasbena monokomedija. Hibrid med predstavo in koncertom. In zaradi Edith Piaf, ki so jo imenovali tudi pariški stavček, se je marsikdo naučil tudi francosko. Garçon, no, regrette rien, je ne pas végétarien. V resnici Edith Piaf pela, da ničesar ne obžaluje. Pred leti sem imel na nacionalki en kviz, tak glasbeni. No, eden od projektov, ki so del tvojega življenja. Koliko je ta kviz se mogoče prepletel pri predstavi, ki jo bomo zdaj videli, oziroma ki se je že tokrat ponovila in je že toliko ljudi videli, kar se tiče znanja o glasbi? To je igrani kviz, lepo je biti Mozart, ker so napravila scenarij prav tako kot od tišine do glasbe z Markom Vezoviškom. In je bil posvečen 250-letnici rojstva Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ampak ta kviz je nastal pred to predstavo in res je, nekaj stvari sva črpala tudi iz materiala, ki je ostal iz te oddaje oziroma tega igranega kviza, vendar v čisto drugi obliki. Res je, tam sem igral 10 vlog, 10 različnih skladateljev. Tu jih igram vse skupaj nekje okrog 30, pa ne skladateljev, ampak sploh 30 različnih vlog, od pračloveka do, ne vem, do čisto modernih stvari v glasbi. Ampak to moram reči, da ta predstava ni samo predstava o glasbi, to je tudi predstava o doživljanju ljudi skozi različna zgodovinska obdobja ob glasbi, ne? In tudi pač kako so se ljudje odzivali na glasbo, kakšne komentarje so imeli na to glasbo, kako so sploh poslušali glasbo, kako so se lotevali tega, ne? Moramo vedeti, da CD, radio, televizija, vse to je domena zadnjih 50 let, ne? Predtem tega ni bilo. Glasba je bila živa stvar in če si hotel poslušati glasbo, si se moral družiti z glasbeniki ali pa, ne vem, sam igrati kak inštrument, drugače ni bilo muzike. In to je važna stvar, ne? In tudi važen preskok, ki se zgodi v zadnjih 50 letih, ne? Da tega več ni potrebno. Zato pa se tudi glasba danes prodaja kot pena za britje, kar je tudi katastrofa. In se tudi konzumira tako. Koliko ti je kaj jazz blizu? Zelo. Jazz mi je zelo blizu. Se tudi v tej predstavi se lotevam jazza, ne? Jazz mi je zelo, zelo blizu, ne? In tudi, ne vem, Bach je recimo jazzer, čisti jazzer. Pač sicer ukalupljen v svoje obdobje, hočeš nočeš, ampak v bistvu ga je tudi daleč presegel, ne? In če poslušaš Bachove skladbe, oziroma če bereš Bachove zapise skladb, note, pomeni, da so to prav nastavki za čisti jazz. Čisti jazz. In tudi mnogo jazzerjev, Keith Jarrett, ne vem, Gil Evans, ti so tudi se kdaj lotevali projektov, ki so bazirali na, recimo, Johannu Sebastianu Bachu. Zapel mi je na, u njega sem bila zagledana, potem pa malo zmedena, ker ona je prišla na. A te bomo lahko videli tudi v kakšni zasedbi, takole na kakem koncertu? Jaz sem dosti igral na jam sessionih, ne, ampak to so ad hoc stvari, se zgodile po kakšnem festivalu, kje, ali pa kakšna skupina, da je potem ob 2 zjutraj smo se spravili, vsak na svoje instrumenti smo igrali. Da bi se pa resno lotil jazza, se pa nikoli še nisem. Možno je, da bi se, ampak vem pa, da je tu na tem področju toliko boljših ljudi od mene, ki se bavijo z jazzom vse svoje življenje,
mislim, pianisti, ne. Jaz sem vseeno primarno, kar se glasbe tiče, pianist, čeprav igram harmoniko tudi, pa malo kitare. Tako da zdaj bi bilo zelo nesramno in prepotentno od mene, če bi se zdaj lotil džeza čist tako s tem pač, kar imamo osnovno znanje bluza in pa, ne vem, bluzovskih lestvic pa jazz akordov. To že, ampak jazz je improvizacija. Art Tatum je en najboljših jazzovskih pianistov nasploh, je izjavil, da v jazzu ni napake, če znaš nadaljevati. Jazz bazira na improvizaciji. Ampak to je nekaj moto mojega življenja, sem se potem nekoč opazil, da življenje ni napake, če znaš naprej iti. To. Ne moraš še bolj zaključek narediti. Daj zapoj zdaj. Ne moram snemati zraven. Zato lahko. No, prav. Now you say you're lonely. You cry the whole night through. You can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Svaka čast. Svaka čast. Bravo.